V Radencih so se tekačice in tekači pomerili že na 38. maratonu treh src. Prevladovali so kenijski tekači, organizatorji pa so letos poskrbeli tudi za nekaj novosti. Poglejmo, kako se je začel boj na letošnjem maratonu. 5, 4, 3, 2, 1. Gremo Radenci, roke visoko v zrak, dajmo tukaj v progi, dajmo spodbuditi vse tekačice in tekače na maratonski in polmaratonski razdalji. Tako pa je v cilj pritekel predsednik republike Borut Pahor. No, tudi vreme je naklonjeno. Tukaj pa, gospe in gospodje, gospod Borut Pahor teče v cilj, v spremstvu torej preko ciljne črte. Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vsakoletni udeleženec. Ta pravi, da je maraton v Radencih nekaj posebnega. Povejte, kako ste se danes imeli v Radencih, običajno zelo uživate tukaj? Jaz sem uro pozabil, tako da nisem vedel, da tako hitro tečem in sem zadovoljen. Lani ste sicer tekli par minut hitreje, približno 3 do 4, ampak nič ne de. Letos, ko ste tekli istrski maraton, ste se spraševali, vsaj na Instagramu, če že dišite po cipresah. Mislim, da ta rezultat kaže, da ne. Ne, kar v redu. Hvala vsem o progi, publika je sjajna, fantastična. To naredi Radence posebne. Čestitke. Poleg predsednika države se maratona udeležijo še druge znane Slovenke in Slovenci. Ja, predsednik republike je naš zvesti ambasador, praktično vsako leto pride in teče 21-kilometrsko razdaljo. Tudi ostala znana imena prihajajo, med njimi naši nordijski skakalci, tekači in kombinatorci. Tudi letos nas bodo razveselili z prisotnostjo. Tako da ja, naš dogodek je prepoznaven in radi se ga udeležujejo praktično vsi. In prej ste omenili, da promovirate tudi nekako zdrav način življenja in samo zdravje. Morda je tudi zaradi tega danes pred samim maratonom pripravljen pogovor o tudi dopingu. Ja, letos smo naredili eno spremembo petkovega programa, tako imenovana testeninka, kjer vabimo vse tekače, ki imajo dvignjeno štartno številko, da se pred hotelom Radin do dobra najejo makaronov in pridobijo kar nekaj energije z ogljikovimi hidrati. Ta dogodek je pa popestren potem s programom, nekaj za glasbo. Imamo pa tudi direktorja Slovenske protidopinške agencije, ki bo poučeval oziroma informiral ljudi o dopingu oziroma kako se izogniti dopinga. Doping je v športu prisoten tako pri profesionalcih kot pri rekreativcih, za tistega, ki ga uživa, pa lahko ima hude posledice. Definitivno je ta maraton eden izmed pomembnih športnih dogodkov v Sloveniji. Rad bi pohvalil organizatorje, kajti letos so dodali v bistvu to preventivno noto, spregovorili so v bistvu o nevarnostih dopinga tako veliki množici udeležencev in upam, da bodo v tem tudi nadaljevali, kajti v bistvu osnovni namen ukvarjanja športom, pa tudi tekmovalnega je v bistvu, da se čim več ljudi začne gibati, da čim več ljudi poskrbi za zdravje in definitivno doping ne sodi v ta aspekt in je treba v bistvu opozoriti na nevarnosti in ozaveščati, kajti nekateri menijo, da je v bistvu uporaba dopinga samo kršenje moralno-etičnih pravil v športu, ne zavedajo pa se posledic za zdravje. Rekli ste posledice za zdravje, morda 2, 3 najpomembnejše, katere so? Seveda, to je zelo širok nabor, ki zavisi od tipa tiste substance, ki jo športnik uporabi. Lahko gre za zelo blage posledice za zdravje, ki jih mogoče opazimo ob enem rutinskem pregledu krvi, recimo zvišani jetrni encimi, lahko pa gre do zelo akutnih, tragičnih zapletov, kot so lahko nenadna srčna smrt, akutni miokardni infarkt, kot tudi do tistih kroničnih posledic, ki se lahko pokažejo šele desetletja po že prenehanju uporabe dopinga. Vsaj iz živalskih modelov vemo, da lahko uporaba dopinga v času športne kariere v bistvu poveča incidenco rakavih obolenj, lahko zveča verjetnost za kasnejši srčno popuščanje, tako da v bistvu posledice so tako akutne kot tudi kronične. In to je treba v bistvu povedati vsem, preden se odločijo za to skušnjavo. Že pred samim maratonom pa je za pravšnje ogrevanje poskrbela trenerka Andreja Zrnič. Ajde ekipa, kje smo? Gremo korakamo! Pridite bližje! Evo, z mano sta danes Anja in Kaja. Vi ste norci! Korakamo! Gremo, desna! Ajde, malo močneje! Super! Gremo še! Še! Bliže!
Skrbela pa je tudi za same priprave na maraton. Ja, vsak petek, v bistvu 9 petkov smo se pripravljali na najbolj srčni maraton. Družili smo se 1 uro, v bistvu smo vedno začeli z ogrevanjem, nato smo izbrali različne vaje za stabilizacijo, za gibljivost naših sklepov in intervalno tekli. Vemo, da v bistvu tekaška družba je včasih zelo dobrodošla, trening je lažji, malo si ga popestrimo, tudi malo psihološko si v bistvu izmenjamo kakšne izkušnje, se motiviramo in je v bistvu zelo zabavno. Pripravljenost tekačev je različna na različnih stopnjah. Koliko podpore pravzaprav potrebujejo in katere posebne želje imajo? Dejansko na samih pripravah je res zelo pestra tekaška družba. So nekateri, ki želijo zgolj rekreativno teči 5 km, imamo v bistvu maratonca, od katerega v bistvu tudi črpamo veliko izkušenj, njegovih tekaških znanj. Veliko je takšnih, ki želijo svoj najboljši čas na 21. Ravno zaradi tega je zelo smotrno, da tečemo intervalno, v bistvu se lahko prilagajamo en drugemu in se v bistvu dobro pripravimo. Na dogodku je bil prisoten tudi reper Zlatko. Jaz z maratonom 3 src imam daljši connection, ker mi že iz osnovne šole poznamo praktično ta maraton in to je nekaj potem, kar je meni ostalo, zdaj že se pravi, kar nekaj let, ne bi zdaj preveč o letih govoril, ampak ja, hočem povedati, da mislim pa, da se potem tudi lahko povsod po ostalem delu države ne seže dober glas v 9. vas, ali kako bi rekel, ne, ker mislim, da že prejšnji let je bilo dosti tujih, kako bi rekel, tudi mislim, da nekih iz drugih držav pridejo tečne in to je dober znak. To je samo še en dokaz, da šport resnično povezuje in da potrebujemo več športnih dogodkov. Letos prvič Testeninka party, v sklopu tega boste tudi spregovorili s sogovorniki o pomenu športa, rekreacije. Kako se vam zdi, da so organizatorji dodali maratonu še posebno uvodno srečanje? Pa to je v redu. Mislim, da je treba govoriti o teh stvareh, ker predvsem treba je ločiti profesionalca od nekoga, ki se rad ukvarja športom. Mislim, da je dobro delati vse stvari v eni zlati sredini, ne? Ker sam, če izhajam iz sebe, se nikoli nekaj ne ženem, da bi podelil kakršnekoli rezultate, ker praktično v prvi fazi tečem zaradi tega, ker mi je všeč, v bistvu tečem zaradi sebe, da dobi človek, da obdržuješ kondicijo, pa za eno tako dobro počutje. Tukaj se gre pa praktično potem tudi za en tak, če lahko rečem, psi lajajo, karavana gre naprej, recimo tak en dober izraz. In mislim, da tudi v enem komadu, če se ne motim, Veter v laseh, rečem, folk se ne premika, pa te vleče po zobeh. Jaz se ne smejim, tudi ko sem na tleh, jutri bom imel veter v laseh in to je to. Najhitrejši med Slovenci na 42 km je bil Aleš Žontar. Aleš Žontar, Nanos, športno društvo Nanos pod Nanos. Tretji absolutno danes na maratonski razdalji Radenske Klasik in pa državni prvak za leto 2018 na maratonski razdalji v Sloveniji s časom 2:36:29. Z rezultatom je bil zadovoljen. Malo je bilo vroče, a ne? Je bilo dobro, da sem imel v bistvu Blaža Orešnika, Zako Ormož. Nekje do 32 km so se lepo menjavala vsakem kilometr. Na začetku nam je še nekdo iz 21 pomagal, tako da smo bili trije. Super, no, tam nekje na 30 mu je začel malo pobirati. Pač sem rekel, ne gre za mano, vse ne lažje, če imam še enega v zadnje, tudi če mogoče ne vleče, ne dela za veterja. Pole pa pač v zadnji osnovno, jaz sem šel pa pač svoj tempo naprej. Nisem vedel po prejšnjem tednu, kaj bo z nogami, ker sem bil v Vipavi na državnem gorskem maratonu, ampak gleda so noge dobre. Kenijci pa daleč spredaj so vseeno premočni, ne? Ja, z njimi se niti ne moramo boriti, ne? Pač oni so napol profesionalci, mi smo pa čisti amaterji. Za konec pa si poglejmo, kako je ciljno črto prečkal zmagovalec Kenijec Daniel Rotič Šebolej.